Danes v Pomurskem dnevniku. Sanacije na Hotizi in Dolnji Bistrici. Prevoznost in oskrba z elektriko se izboljšujeta. Bakovci na udaru poplav. Motnje v kanalizacijskem sistemu. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pretok Mure upada in razmere ob reki se postopoma umirjajo. Potem, ko so v nedeljo sanirali vodni nasip na območju Dolnje Bistrice, so se ljudje z ogroženih območij včeraj lahko vrnili na svoje domove. Poplave pa so grozile tudi naseljema Hotiza in Kot, zato smo se odpravili na teren in preverili, kakšno je bilo stanje. Poglejmo si prispevek. V sobotno pozno popoldne je popustil vodni nasip pri Dolnji Bistrici, zaradi pretrganja nasipa okoli 15 metrov pa so pozno zvečer evakuirali nekaj 100 ljudi z območja, kjer je voda zalivala vas. V nedeljo zjutraj je začel pomagati tudi helikopter, v popoldanskih urah pa je na pomoč prišel tudi helikopter iz Hrvaške. Kljub temu, da je pretok reke Mure močno padel, pa so se težave očitno nadaljevale. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi nasip pri Dolnji Bistrici ponovno začel popuščati. Pristojne službe so tam dodatno utrjevale nasip, poplave pa so grozile naseljem Hotiza in Kot, zato so tudi tam uspešno prečrpavali vodo. Ja, trenutno še vedno ob reki Muri poteka utrjevanje nasipov. Je pa dobro dejstvo, torej, da reka Mura upada. Kar se pa tiče tukaj na Dolnji Bistrici, pa smo danes ponovno angažirali helikopter Slovenske vojske, ki nosi jumbo vreče s peskom, s katerimi dodatno utrjujemo tisti del nasipa, ki nam ga je predvčeraj utrgalo. V zjutrajnem času smo bili v Benici, kjer se je utrjeval še dodatno ta prepust. V Gornjem Lakušu se še trenutno vreči. Smo pa v največji akciji tudi na Hotizi, kjer se pač vleče tudi ta potok Jedro, ki dejansko pride do naselja Kot, in seveda na drugi južni strani v zaselku Ložič v Hotizi. In to se nam dejansko zdaj povzroča ta voda, ki je iz posledic nasipa v Dolnji Bistrici dejansko steklo in dejansko sedaj te zaledne vode, ne samo nasip Mura, sedaj se pravi v spodnjem delu nasip ogroža, z druge strani se pravi tudi v naselju Hotiza, pa z dveh strani pa nas dejansko ogroža ta val, ki je bil dejansko iz reke Mure zaradi preloma nasipa prepušča in komaj zdaj prihaja do nas. In zato v tem času smo spremljali zadevo in zato tudi primerno reagiramo in so že črpalke na mestu, še 2 črpalke prihajajo iz Murske Sobote. Zanimalo nas je, kakšno je bilo trenutno stanje na nasipu, saj bi posledice lahko občutili tudi prebivalci sosednjih vasi. Ta medprostor med betonskimi bloki želimo zakrpati, pa tudi spodaj, ker podjeda nasip. Tako da imamo zdaj tam ljudi, ki so usposobljeni za delo s tovorom, da bomo, upam, da na prava mesta spustili in tako zaščitili nasip, da ga ne bo dalje spodjedalo. Župan občine Lendava Janez Madžar je za prebivalce na poplavljenih območjih povedal naslednje. Želim, da smo mirni, da smo zbrani, to je pomembno, da smo složni, da se pomagamo. In do sedaj imam pozitivne izkušnje, seveda nadalje pa se moramo tudi zavedati teh klimatskih sprememb, katere smo mi ljudje povzročili, in to so zdaj te težave, ki zaradi teh posledic prinašajo te izzive pred nas. Zaenkrat še pri nas obvladujemo, seveda si moramo pomagati med naselji, med občinami, in to sodelovanje tudi z Veliko Polano in z občino Črenšovci je bilo na nek način spostavljeno in zato tudi hitrejši uspeh ukrepanja je lahko tudi viden. Najhujše je za nami. Sanacije so začasno uspešno upravljene. Se pa pojavi tudi vprašanje, kaj pričakovati v naslednjih dneh. Ja, to je težko napovedati. Jaz upam, da se bodo zadeve umirile. Tako gasilci, civilna zaščita, Slovenska vojska, kakor tudi vsi prebivalci pokrajine ob Muri smo naredili
oziroma delamo izjemno delo. Zadeve, skratka, verjamem, da se bodo v kratkem stabilizirale. Na včerajšnji izjavi o aktualnih razmerah na območjih prizadetih v poplavah so sodelovali minister za okolje, podnebje in energijo magister Bojan Kumer, ministrica za infrastrukturo magistra Alenka Bratušek, vršilec dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin in predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ Nina Pirnat. Več pa v novici. Vršilec dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin je na začetku predstavil aktualne razmere na terenu. Poudaril je, da se razmere izboljšujejo, k temu prispeva tudi umirjanje vremena, a so še naprej zelo kritične. Glede na nekoliko bolj prijazno vreme, kateremu smo priča bili skozi nočno obdobje in tekom današnjega dneva, so seveda nekoliko izboljšujejo zelo kritične oziroma zelo prizadete površine in vse intervencijske enote še vedno izvajajo potrebne aktivnosti za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, kar pomeni, da smo še vedno, ne glede na to, da je stanje v Republiki Sloveniji glede prizadetosti različno, v fazi, ko predvsem zagotavljamo varnost ljudi in oseb in tudi prosimo vse, ki že pristopajo k sanacijam, za maksimalno lastno varnost, kajti res bi bilo škoda, da v trenutkih, ko imamo nekoliko boljšo situacijo, da izgubimo kakršnokoli življenje oziroma tvegamo poškodbe pri sanaciji tistega, kar smo bili priča v zadnjih dneh. Minister za okolje, podnebje in energijo magister Bojan Kumer je uvodoma poudaril, da si vlada v sodelovanju z ekipami distribucijskih in prenosnih podjetij prizadeva za čim hitrejšo vzpostavitev in brezhibno delovanje energetske infrastrukture. Že lansko leto pri reševanju energetske krize, ki je bila tudi zelo velikih razsežnosti, smo ustvarili platformo krizne skupine, ki se je pokazala v teh časih za zelo dobro osnovo, da smo lahko koordinirano, hitro, odzivno sodelovali tako z vsemi ekipami distribucijskih podjetij in pa prenosnih podjetij za čimprejšnjo vzpostavitev vse energetske infrastrukture. Minister Kumer je poudaril, da se tudi razmere v potniškem prometu spreminjajo iz ure v uro in da je motenih manj kot 10% linij. Razloga, da so bile prometnice in pa linije zaradi nedostopnosti nedostopne, so omoteni javni potniški prometi na teh linijah na Koroškem, Zgornji Savinjski dolini, delno tudi na Gorenjskem, pri Škofji Loki in pa na Ptujskem. Vseh linij, ki bi bile motene, pa tudi tukaj se iz ure v uro spreminja, je že manj kot 10%, medtem ko več kot 2 dni nazaj v petek je bilo izpada skoraj 30%, tako da se tudi tukaj nadomešča in pa hitro vzpostavljajo linije nazaj. Magistra Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, je po terenskem obisku na Gorenjskem povedala, da je bila nad videnim pozitivno presenečena, saj je ogromno materijala, ki ga je naplavila voda, že umaknjenega z vozišč. Kakorkoli bom rekla, v tej težki situaciji lahko rečem, da sem bila pozitivno presenečena nad tem, kar sem videla. Ogromno materijala je z cest že umaknjena, prevoznost se izboljšuje praktično iz minute v minuto. Od petka dalje na Ministrstvu za infrastrukturo pravzaprav na uro, na 2 uri spremljamo, kako se stvari po Sloveniji dogajajo. Na koncu je tudi predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nina Pirnat predstavila informacije glede čiste pitne vode, prekuhavanja in ostalih javnozdravstvenih ukrepov ob poplavah. Glede pitne vode bi želela povedati, da je za prebivalstvo ključno, da stalno spremlja opozorila, informacije upravljalcev oskrbnih sistemov, ki le-ta objavljajo na različne načine, lokalno prilagojene, tako preko spleta, SMS-ov, neposredno
dostopi do prebivalcev in podobno. Marsikje smo slišali, da je v veljavi ukrep prekuhavanja pitne vode. To je izjemno pomembno, da upoštevamo, ker pitje mikrobiološko onesnažene, neprekuhane vode povzroča tveganje za zdravje, ki se lahko kaže v obliki driske, bruhanja, slabosti, ki so jim še zlasti močneje podvržene občutljive osebe, otroci, nosečnice in pa starejši. Kljub temu, da Mura umirja svoj bes, pa so na udaru poplav še vedno bili prebivalci naselja Bakovci, ki so se včeraj borili s poplavljenimi ulicami. Pretok Mure upada in razmere ob reki se postopoma umirjajo. Prebivalce naselij Hotiza in Kotkiju je, kot smo že poročali, dosegel poplavni val zaradi pred 2 dnevoma poškodovanega nasipa na reki Muri, so s prečrpavanjem vode uspeli ubraniti pred poplavo. Prav tako so se že lahko v svoje domove vrnili tudi prebivalci na območju Dolnje Bistrice. Četudi se stvari umirjajo, pa je stanje še vedno resno. Pretok Mure je še vedno zelo visok, zaradi česar so zelo pozorni, da ne bi prišlo do porušitve nasipov na reki. Na udaru so bili med drugim tudi v naselju Bakovci, kjer je težave povzročala visoka podtalnica in potok Mokoš. Zaradi tega so bile v naselju poplavljene 3 ulice, na cestah pa je ostajala voda visoka okrog 40 cm. Če smo poročali o motnjah pri oskrbi z vodo, pa so se pojavile nove težave na poplavljenih območjih v Pomurju. Visoki vodostaji in napolnjeni potoki so privedli do težav v kanalizacijskem sistemu. Komunala Murska Sobota je sporočila, da prihaja zaradi visokih vodostajev in poplav na nekaterih območjih v Prekmurju do motenj v kanalizacijskem sistemu, zaradi česar prosijo za razumevanje in upoštevanje navodil. Obveščamo vas, da zaradi poplavljanja potokov Mokoš in Dobelj prihaja do motenj v delovanju kanalizacijskega sistema v naseljih Satahovci, Bakovci, Krog in Pušča, so sporočili iz komunale. Za konec preverimo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes je bil v naših krajih sončen dan, imeli pa smo okrog 16 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričku, Radencih in Lendavi smo opoldne namerili okrog 16, v Murski Soboti pa stopinjo višje. Jutri bo delno jasno, več sonca bo v južni Sloveniji. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Krajevne padavine se bodo ponekod pojavljale tudi po noči. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale med 10 in 11, podnevi od 24 do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Popoldne bo še možna kakšna manjša ploha, v petek bo sončno in postopno topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 10 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.